Kje je zlato priznanje, so zmeraj super občutki. Ne? Kako pa bodo jutri zadovoljni v podjetju? Ja, po mojem bojo zadovoljni. Ne? Sej, zlato priznanje je le zlato priznanje. Ne? Po drugi strani pa sej izdelek poznajo že kar nekaj časa in mislim, da je izdelek le tisti, ki najbolj vpliva na zadovoljstvo lastnikov in vodstva v bistvu. Z mojo hišo se je začelo. Ne? Hišo delam čisto sam vse, ne? Od zidave do tišlarije do vsega, ne? Elektrike, vse. In imam že od vsega začetka od temelju planirano, kam bo gledala, kaj bom montiral gor, kako ogrevanje. In s tem sem začel in nekako sem na kraju, ne? To je nizkoenergetska hiša, dobro izolirana in uporablja večinoma za ogrevanje sončno energijo. Za ogrevanje, za pripravo sanitarne vode in imam nekaj fotovoltaike za napajanje. Kako pa so domači sprejeli vaše inovacije? Veseli so, no, zato ker to je tudi velik prihranek. Ne. Jaz sem zdaj skoraj dokončal in uspehi so tu, ne, izkoristki so veliki. Gospod Batagel, kako biti inovativen v slovenskem turizmu? Ja, v turizmu bi se lahko reklo, da je inovativnost avtentičnost. Bolj kot se ti znaš vračati v prvinskost, bolj kot približaš recimo narod, naravo, kulturo gostu, bolj on razume Slovenijo. Ker turist vendarle išče doživetje. Turistu moraš dati nekaj, kar bo doživel z vsemi čutili. In če je to ali v kulinariki, ali v obisku narave, ali kulture, je to predvsem odvisno, ali mu znamo mi to pričarati. Zato jaz dostikrat rečem, da o slovenskem turizmu se bo lepo govorilo, če bomo najprej mi sami o njem lepo spregovorili. Kaj pa je vaš zlati nasvet inovatorjem? Nikoli ne smeš obupati, ker ne veš, če ni prvi naslednji vogal tisti, ki se ti odpre cela sobana.